Pozdravljeni! V Formuli 1 so začeli razmišljati, da v prihodnosti ne bi znižali temperature grelnih odej. Vsak navdušenec Formule 1 je zapazil, da v garažah ekip so pnevmatike skupaj s platišči shranjene v električnih grelnih odejah. In te odeje imajo seveda primarno funkcijo, da samo pnevmatiko segrejejo do točno določene temperature. Namreč ni vseeno, ali voznik na svoj bolid dobi hladno ali pa ogreto pnevmatiko. In te električne grelne odeje so v bistvu neka stalnica, vsi jih uporabljajo v vseh pogojih, ne glede ali je na primer proga suha, vlažna, mokra, ali je temperatura asfalta le 20 ali pa tam blizu 50 stopinj. A verjetno marsikdo se lahko je sedaj začel spraševati, kdaj so pa prvič uporabili ta izjemno pomemben element. In moramo priznati, da je bilo potrebno kar nekaj raziskovanja, da sem prišel do tiste prve dirke, kjer so ekipe sploh začele razmišljati v to smer. Bilo je v Kanadi leta 1974. Takrat je bila velika nagrada Kanade na koncu sezone, v septembru. In seveda, september v Kanadi je izjemno hladen. Pri ekipi McLaren so se takrat spomnili, da pnevmatike bi lahko segreli in jih nekako zaščitili z odejami, da ne bi prehitro izgubile svoje temperature. Tu vidimo McLaren M23, ki ga je imel seveda na razpolago Emerson Fittipaldi, na katerem so prvič pred uporabo segreli pnevmatike. Verjeli ali ne, dirko je zmagal, v tisti sezoni je bil tudi svetovni prvak. A takrat ne moremo govoriti o nekih električnih grelnih odejah. Bile so odeje, ampak podobne bolj tistim navadnim odejam. Seveda, ideja ni zamrla kot taka. Videli smo, na primer, v sezoni 82, da so pri ekipi Brabham začeli tudi s takim razmišljanjem, ampak tam okrog sezone 1985 so bile že izjemno pogoste. Vidimo McLaren MP4/2B. V sezoni 86 so električne grelne odeje postale dobesedno stalnica. In v nadaljevanju zgodovine Formule 1 smo videli tudi določene ekscese. Na primer, v sezoni 2005 so pri Ferrariju imeli nekaj, kar ne moremo imenovati odeja. V bistvu gre za prave pravcate prenosne peči. In seveda, to rešitev skuderije Ferrari so prepovedali in slišali ste lahko v preteklem obdobju, da so nekateri celo razmišljali, da bi električne grelne odeje ukinili, kar pa bi pomenilo seveda izjemno nevarnost. Kolikor pogledamo to drugo tabelo, ki jo je zopet pripravil Pirelli, vidimo približno sodobne mešanice in temperaturna območja. Kar hitro lahko opazimo, da tudi tista najmehkejša mešanica deluje na višji temperaturi od tistega, kar že sedaj dovolijo grelne odeje. In če bi se ta temperatura znižala še za 20 stopinj, bi res lahko pomenilo, da vozniki takoj, ko zapustijo bokse, bi lahko enostavno zapeljali v prvo zaščitno ograjo oziroma prvi zaščitni zid. In sedaj je treba razumeti, kako se sploh temperatura dviguje v samih pnevmatikah. Poenostavljena varianta.
Pri pospeševanju se največ temperature zbira v zadnjem paru pnevmatik, pri zviranju v prednjem paru in seveda, ko bolid spreminja smer, se ta sila porazdeli med prednji in zadnji par. Na ravninah mnogokrat temperatura pnevmatike tudi pada, zato razumemo, zakaj govorimo o temperaturnem območju, v katerem morajo vozniki držati svoje pnevmatike. A sedaj prihajamo do tiste točke, kjer marsikateri navdušenec ne razume, zakaj je ta argument tako pomemben. Namreč mnogokrat smo lahko slišali zgodbo, da pnevmatiko bo voznik namesto po enem krogu segrel po 2 ali 3. Ampak mnogokrat se zgodi, da voznik ni sposoben segreti pnevmatik. In kdor trdi, da namesto v enem krogu lahko pnevmatiko segrejemo v 2, 3 ali več, morda tudi ne pozna, kako se takim zadevam streže. Naprimer, razumeti moramo najprej naslednje. Pnevmatika, ki je na svoji delovni temperaturi, ima oprijem. Ukolikor je ta temperatura pod tisto optimalno, oprijema ni. Hitreje kot voznik pelje skozi ovinek, več energije vloži v pnevmatiko in bolj se dvigne temperatura. Ampak če že začnemo z izjemno hladno pnevmatiko, se seveda razume, da bolid ne more peljati hitro. Če ne more hitro peljati skozi kombinacijo ovinkov, ne more segreti pnevmatik. In če je pnevmatika hladna, seveda nima oprijema, in ker nima oprijema, voznik ne more pospeševati. In sedaj smo razumeli, da gre za nek začaran krog. Ukolikor pnevmatika na samem začetku ima prenizko temperaturo, se da zgoditi, da jo bolid ni sposoben segreti, posebej pri trših mešanicah. Mogoče je kdo izmed vas opazil, da naprimer pri ekipi Haas so imeli prav takšne težave ob vsaki prekinitvi, ko je naprimer na progo prišel varnostni avtomobil. Do tistega trenutka so bili lahko še konkurenčni, ampak ko se jim je enkrat pnevmatika ohladila, jo niso bili več sposobni segreti. In prav to je tisto, kar marsikateri pisec o Formuli 1 spregleda. Včasih je bila temperatura, ki jo je električna grelna odeja dala pnevmatiki 100 ali več stopinj. Sedaj je to znižano na 70 stopinj in videli smo mnogokrat, da je že to v bistvu težavno. Ukolikor bodo temperaturo spustili na 50 stopinj, se strinjam z onimi, ki trdijo, da bi bila taka rešitev izjemno nevarna. Včasih se je lahko ogrevalo tudi platišče, ki je bilo nek zalogovnik temperature za same pnevmatike. Sedaj je to prepovedano. In ukolikor pri Formuli 1 bodo šli v to smer znižanja temperature v samih grelnih odejah, bodo seveda v prednosti tiste ekipe, ki so najboljše. Namreč le oni si lahko privoščijo, da bodo vložili trud v raziskavo tudi na tem področju. Oni tam zadaj se še sedaj trudijo, da bi ulovili stik z onimi spredaj, ukolikor se jim da še kakšno dodatno nalogo. No ja, nobene ne bodo opravili z zadostno oceno. Zato so take ideje o nižanju temperatur v grelnih odejah verjetno sad nekega uma, ki nima prevelikega stika s svetom Formule 1. Vsaj ne tistega na tehnični ravni oziroma tistega, ki prevladuje v garažah. A verjamem, da nam, navdušencem takih zgodb, ponavadi ne povedo. Mislijo si, da so preveč kompleksne za naš ampak pogostokrat se dokaže, da so preveč kompleksne za pisca. A upam, da smo tokrat razumeli, zakaj gre, in srčno si želim, da v prihodnje bodo pnevmatike ogrevali na 70 stopinj, tako kot sedaj. Najbolje bi bilo,
pa da bi jih ogrevali še više. A kar se tiče tega našega kratkega prispevka, je seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.